Zavod za kulturo Bled in Biotehniški center Naklo že 4. leto nadaljujeta uspešno sodelovanje. Mladi vrtnarji in cvetličarji vsako leto Blejski grad pred velikonočnimi prazniki praznično okrasijo. Sodelovanje so pred 3 leti nadgradili s tekmovanjem, ki je vsako leto razpisano v okviru konzorcija Biotehniških šol Slovenije. Letošnje je potekalo 15. aprila, udeležilo pa se ga je 8 ekip z 3 šol. BC Naklo, šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje in srednje škole Arboretum OPK Marčan iz Vinice na Hrvaškem. Res se nam zdi, da poudarek na področju hortikulture je zelo majhen v Sloveniji in zelo malo mladine sploh pozna besedo, kar je hortikultura, tako da v bistvu na ta način želimo tudi nekako spromovirati samo stroko in pa seveda dijake, ki se že odločijo za ta poklic, da pokažejo svoje znanje tudi širši javnosti, da si upajo stopiti ven iz šolskega prostora, nekam v tujo okolico, v tuj prostor in seveda pokazati svoje znanje širši javnosti. Zakaj se udeležujete tega tekmovanja? Kaj vam to tekmovanje pomeni? Da se prikažemo kot škola, da smo tu prišli, da pokažemo svoje radove, kaj znamo delati in tako. Ja, mogoče tako nasplošno za prihodnost, za razne izkušnje. Ja. Mogoče nove priložnosti, da dobimo nasplošno. Ja. Kaj pa tekmovanje v takšnih vremenskih razmerah, kot so danes? Mislim, ni treba zdaj pometati zemlje dol, ker je tako dež spere, tako da mislim, mokri smo, ampak moramo kaj narediti glede tega. Ja, mislim, je za preživeti. Ja. Pa nameravate ostati v tem poklicu? Ja, jaz kar razmišljam v tej smeri. Tako da, ja. Jaz tudi pač. Oblikovanje vrta, tako nasplošno take zasadbe so mi bolj všeč, tako da bomo ostali tle. Prvo mesto na letošnjem mednarodnem tekmovanju sta osvojili Zala Jarc in Zala Jemec BC Naklo, mentorica Polona Teran. V bistvu sama ideja je bila iz oljke, ker naj bi bilo nekaj na veliko noč povezano in v bistvu oljka se mi zdi tako najbolj velikonočna, ker je lahko nasplošno ali oljkina vejca ali pa med butercami not in je že to dosti velika povezava. Pa v bistvu to, da vidijo, da so sposobne marsikaj doseči. Drugo mesto sta zasedli Arijana Krasniči in Marija Emanuela Hrastnik z mentorico Ano Sotošek, šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje. Tretje mesto pa Maruša Sekne in Rebeka Črne, mentorica Nataša Kunstelj z BC Naklo. Za grajskimi zidovi si bo razstavo na prostem ogledalo najmanj 10.000 ljudi vsega sveta. In bodite ponosni na to vsi tisti, ki ste danes pripravili tako lepe aranžmaje in polepšali že tako lep Blejski grad. Imate eno odlično svetlo prihodnost lahko pred seboj. V tem poklicu se boste lahko kreativno izražali, lahko boste v stiku z naravo, lahko boste počeli tisto, kar vas verjetno veseli, ker ste se za ta program odločili in jaz verjamem, da boste uživali v tem življenju s tem poklicem, vsaj tako kot moj sin. To vam želim vsem skupaj. Hvala, ker ste se odločili za ta poklic in prosim vas, vztrajajte v njem. Je veliko cvetja, tudi nekaj trnja, ampak se splača. Hvala tudi, ker ste v tem deževnem dnevu vložili toliko truda v te svoje čudovite kreacije, ki ste jih pripravili na grajskem dvorišču in utkali vanje svojo kreativnost, svoje znanje in seveda hvala ob tem tudi mentorjem, ki so se zagotovo kar veliko trudili z vami. Na Blejskem gradu se je poleg tekmovalk in tekmovalcev predstavila tudi Leja Prenkuš Porenta, študentka Višje strokovne šole BC Naklo, ki se pripravlja na jesensko tekmovanje WorldSkills na Danskem. Jaz sem najprej začela kot cvetličarka na 3-letni šoli, potem sem naredila hortikulturnega tehnika, trenutno sem pa študentka na višji šoli v Naklem, tudi za hortikulturnega inženirja. Kaj me navdušuje? Kreativnost. Sem ena izmed tistih, ki se ne vidi v vrtu med zelenjavo, ampak sem res samo v dekoraciji in v tej smeri. Tako da mogoče res kreativnost, barve, proste roke, svoboda.
Program podelitve, poimenovali so jo Ljudje prižgimo luč, so izvrstno pripravili in vodili dijaki WC Naklo. V kulturnem programu je nastopil ansambel Miha Trčka s pevko Manco Stanonik iz Horjula.